Spoštovani gostje, na prizorišče prihajata predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in jubilant akademik Ciril Zlobec. Na prizorišče prihajajo praporščaki. Cenjeni gostje, lepo pozdravljeni na našem že tradicionalnem srečanju spomina in opomina. V imenu skupnega taboriščnega odbora Ravensbrück in Auschwitz pri Zvezi združenj borcev za NOB v naši sredini z velikim veseljem danes toplo pozdravljamo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, jubilanta, akademika, pesnika Cirila Zlobca, njemu v čast je današnja prireditev še malo bolj poprimorsko obarvana. Našemu povabilu so se odzvali tudi poslanci v Državnem zboru, Mirjam Bon Klanšček, Marko Ferluga in Lidija Kozlovič. Generalna sekretarka kabineta predsednika države Nataša Kovač, Alja Brglez, vodja kabineta predsednika države, župan občine Piran Peter Bosman,
In župani, ki so podprli srečanje. Jožko Manfreda, župan občine Lovrenc na Pohorju. Bojan Kontič, župan mestne občine Velenje. Dr. Aleksander Jevšek, župan mestne občine Murska Sobota. Martin Rebolj, župan občine Moravče. Janko Kos, župan občine Žalec. Marko Soršak, župan občine Hoče - Slivnica. Med nami pa tudi pozdravljamo generalnega sekretarja Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenija, Mitjo Klavoro. Predsednico ženskega foruma Silvo Črnugelj. Podpredsednico mestnega odbora Združenja zveze borcev za vrednote NOB Ljubljana Julko Žibert. Predsednika koordinacije taboriščnih odborov Janija Aliča. Predsednico Društva izgnancev Slovenije 1941-1945 Ivico Žnidaršič. Predsednika Združenja žrtev okupatorjev 1941-1945 Toneta Kristana. Predsednika Društva ukradenih otrok dr. Janeza Žmavca. Predsednico Društva taboriščnikov Dachau Vesno Dobre. Predsednike taboriščnih odborov odbora Auschwitz Janeza Deželaka. Odbora Rab Hermana Janeža. In odbora Mauthausen Dušana Štefančiča. Z nami so pa tudi predsednica in podpredsednica Zveze slovenskih žena iz Celovca Milka Kokot in Marica Pradeto. Podpredsednica in nekdanja predsednica Zveze koroških partizanov Mojca Koletnik in dr. Katja Šturm Šnabel. Podpredsednik Anet Anpi Trst in predsednik v Križu pri Trstu Jurij Žerjav. In olimpionik, športni as in moralni zgled Miro Cerar. Prav je, čeprav se vam zdi mogoče, da malo dolgo traja, ampak prav je, da pozdravimo vse, ki nam pomagajo ohranjati ta zgodovinski spomin. Pozdrav vsem predstavnikom medijev, seveda, in tovariški pozdrav vsem praporščakom. Poseben in seveda največji pozdrav pa velja vsem vam, internirankam in internirancem, političnim zapornicam in zapornikom in seveda vsem tistim, ki jim še vedno in boste vedno stali ob strani. Pozdravljeni. Prosil bi, da se z minuto molka poklonimo tistim, ki so preminuli v lanskem letu. Slava jim. Zdaj pa k pozdravni besedi vabim župana občine Piran, gospoda Petra Bosmana. Spoštovane bivši interniranke, politične zapornice, ukradeni otroci, vaši svojci in prijatelji, spoštovani visoki gostje, predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, akademik Ciril Zlobec, predstavniki Zveze združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja. V veliko čast mi je, da ste mi ponudili priložnost, da vas lahko pozdravim na današnjem srečanju. Nekdo, ki drugo svetovno vojno pozna le iz knjig,
in pripovedal van, nikoli ne bo zares zmogel razumeti te vladavine sovraštva in grozljivih zločinov nad vsem, kar je človeškega. Ne moramo si predstavljati, kako je biti nasilno ločen od svoje družine, živeti oropan, upanja in prihodnosti. Zato vam nimam pravice ponujati sočutja, imam pa dolžnost, da vam izkažem neizmerno spoštovanje do vaše jeklene volje, ponose in humanosti. A dejstvo, da si nikoli ne bomo mogli predstavljati globine sovraštva in trpljenja žrtev tega sovraštva, nas ne odvezuje odgovornosti, razumevanja zločinske narave fašizma in nasizma, saj tudi nevarnosti, ki ju ti skrajni ideologiji predstavljata za vse človeštvo, nikoli ne bo minila. Vem, da bi bilo za vas veliko lažje grozljive izkušnje potisniti v pozabo in se raje spominjate vseh lepih in dobrih stvari v vašem življenju. Zato neizmerno spoštujem vašo odločnost, da svoje izkušnje prinašate na nove generacije in nas opozarjate na nevarnosti, ki bežijo v spodbujanju sovraštva. Svet, v katerem živimo, nas vedno znova preseneča in s tragičnimi zgodbami. Tudi 70 let po koncu druge svetovne vojne še vedno vsak dan pretreseni spremljamo novice o pobojih, etničnih čiščenj, ugrabitvah, vidimo nasilje nad ženami, materami in otroci. Še vedno živimo v svetu, ki tepta človekove pravice, kjer ljudje še vedno živijo za bodečo žico. Vidimo milijone, ki so ostali brez domov. Čutimo sovraštvo, ki dviga glavo v različnih koncih sveta in se nas dotika doma. In prav ničesar ni, kar bi svet lahko v svoje opravičilo povedal pred vami, ki ste stopili v najtemnejšo senco človeštva. Sramota naše civilizacije je, da iz tako grozljive izkušnje nismo naučili dovolj. In da se to, kar se je zgodilo vam, še vedno lahko zgodi tudi drugim. Zato je tako zelo pomembno, da nas v svojem srečanju opozarjate na moč človeške solidarnosti. Moramo se zavedati, kako odločno in učinkovito ste brez obzirnost in surovost nacističnega nasilja premagovali z humanostjo in z medsebojno pomočjo. V življenju, ki vam je bilo odvzeto, ste se vrnili z visoko dvignjeno glavo. Vaša humanost je bilo junaštvo, ki je zlomilo sovraštvo. Zato je pomembno, da vedno znova slišimo vaš glas in da vaš glas utiša tisti, ki že 70 let poskušajo zgodovino spisati drugače in jo pregnesti v pravljico po meri izdajalcev in strahopetcev. Resnica je za vse nas preveč dragocena, da bi jo umazali z potvarjanjem dejstva in izmišljotima. Upreti si moramo vsakšnem poskusom razvrednotanja vašega trpljenja. Ste ponos naroda, ki je vaš večni dolžnik. Dovolite mi, da se vam na koncu še enkrat zahvalim za vaše vabilo. Ponosen sem, da ste mi prisluhnili in se želim, da bi se še velikokrat srečali. Hvala. Kruta je zgodovina druge svetovne vojne na naši zemlji. 80 tisoč zavednih Slovenk in Slovencev zaprtih po zaporih. Ljubljanskih, mariborskih, novomeških, koprskih, v Begunjah in v Celju pri Starem Piskru.
Skoraj 60 000 prepeljanih v koncentracijska taborišča, italijanska, nemška, madžarsko in hrvaško. Več kot 12 000 se jih ni vrnilo domov. 80 000 pregnanih svojih domov, med njimi več kot 20 000 otrok, starih manj kot 10 let. Nasilno kot živino so jih odpeljali 140 vagoni. Skoraj 20 000 v konfinaciji, na prisilnem delu ali v vojnem ujetništvu. Več kot 600 otrok naenkrat iztrganih iz naročja staršev. Skoraj 3000 ustreljenih talcev. To niso le številke, to so številke usod, ki so bile oropane svoje mladosti. Zaradi smrti v družini se je ministrica za obrambo Andreja Katič za danes opravičila. Vam bom pa jaz prebral njene besede, ki bi jih vam z veseljem in s častjo sama izrekla. Zelo počaščena sem, da ste me povabili k nagovoru na vašem tradicionalnem srečanju, ki je edinstveno v našem slovenskem prostoru. Počaščena sem, da ste me povabili medse vi, ki ste preživeli nedoumljivo trpljenje. Vi, ki ste pričevalke in pričevalci poguma, solidarnosti,
in upanja. Pričevalke in pričevalci življenja. Zato bi se vam najprej rada po tej poti opravičila, ker danes ne morem biti z vami. Rada bi vam povedala, da do vas čutim neizmerno spoštovanje. Čutim ga do vsega, kar ste prestali in premagali, ter do vaše neopisljive ljubezni do domovine in do sočloveka. Prepričana sem, da je vsem nam, ki smo se rodili v svobodi in smo bili s tem neskončno privilegirani, zelo težko razumeti grozo vsakdanjega dne, ki ste ga morali preživljati. Vaše izpovedi, zbrane v knjigah, nas vedno znova pretresajo v vsem svojem bistvu. Zgrozimo se, ker vemo, da se je vse to resnično dogajalo. Da je v prejšnjem stoletju, po grozljivi preizkušnji Prve svetovne vojne, ki je pretresla svet in človeštvo, prišla na oblast nacifašistična ideologija, katere častilci in krvniki so si vzeli pravico nad življenjem in smrtjo sočloveka. Krvniki, ki so svojo oblast izkoriščali za to, da so se izživljali s poniževanjem in povzročanjem najkrutejšega fizičnega in psihičnega trpljenja. Zato se zavedam velike odgovornosti. Odgovornosti, da mi, ki smo prišli za vami, storimo vse za krepitev strpnosti, medsebojnega spoštovanja in solidarnosti. Da z vsemi močmi onemogočamo, da bi se razraščala mržnja in sovraštvo, kjerkoli se že pojavljata. Da ukrepamo, ko zaznamo, da se dogajajo krivice, ter da si prizadevamo za dobro in soustvarjamo boljši svet. Pa tudi, da smo samozavestni in ponosni na to, kar smo. Na to, kar smo kot narod dosegli v težkih preizkušnjah, iz katerih smo izšli kot zmagovalci. To so veliki dosežki. Živimo v svobodi, v samostojni in suvereni Republiki Sloveniji. Ohranjena je bila identiteta našega naroda. Za vse to se moramo zahvaliti vsem, ki se v preizkušnjah, ki so v preteklem stoletju grozile naši domovini in našemu narodu, niste uklonili. Niste se pustili podjarmiti, temveč ste se uprli zavojevalcem domovine, zatiralcem slovenstva, človekove svobode in dostojanstva. In zato ste junaško pretrpeli vse, kar so vam ti naložili. Vaša tovarišica v taborišču Ravensbrück, slovenska pesnica Vera Albrechtova, je v pesmi Krivda zapisala: tako kot meni, rekli so, si kriv. Kriv, kot v teh mračnih časih kriv je vsak, ki ljubši mu je nepovratni mrak, kot tujec, ki nas pokorava. Zavedamo se veličine vašega upora in upora vseh tistih vaših tovarišic in tovarišev, ki jih žal ni več med nami. Kajti ljubezni vaše generacije so tudi ljubezni naše generacije. Morda se tega v sodobni družbi zaradi poudarjanja pomena kapitala ne čuti dovolj, vendar pa vam lahko s ponosom in veseljem povem, da so v okolju, v katerem delujem, na Ministrstvu za obrambo, v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje in v Slovenski vojski, prav vrednote, kot so domoljubje, prizadevanje za mir in pomoč sočloveku, zelo žive in aktualne. Te vrednote, po katerih ste živeli in živite vi, so v samem temelju našega poslanstva. In vsak dan so pred nami izzivi, v katerih imamo priložnost in odgovornost, da jih udejanjamo. Zato si ne zatiskamo oči, ko se danes k nam po zatočišče zatekajo ljudje, ki si želijo zgolj miru in normalnih razmer za življenje. Ne gledamo stran in ne odmislimo neprijetnega občutka, ki nas preleti, ko vidimo posnetke po brodolomu plovil prenatrpanih z migranti. Ko vidimo posnetke kolon slabo oblečenih in obutih mož, žena in otrok zaskrbljenih obrazov. In ko slišimo o smrtih migrantov med različnimi človeka nevrednimi prevozi. Ko nas v dno duše pretrese podoba utopljenega sirskega dečka na turški obali. Če kdo, potem ste vi doživeli preizkušnjo časa, ko je bilo grozljivo ponižano človeško dostojanstvo. Ko so bili materinstvo in očetovstvo ter otroštvo najokrutneje zaničevani.
Preizkušnjo, o kateri je slovenski pesnik in narodni heroj Karel Destovnik Kajuh v pesmi zapisal: matere naše trpeče, lačne in blede, žene noseče, v mesecu zadnjem zajete v barake. Danes je na nas, da ne prekinemo verige solidarnosti, da nudimo pomoč tistim, ki jo najbolj potrebujejo, da nadaljujemo tovarištvo rojeno v slovenskem narodno-osvobodilnem partizanskem boju, da se zgledujemo po solidarnosti med vami, interniranci in zaporniki v nacističnih in fašističnih taboriščih. Po vaši medsebojni pomoči, ko ste med seboj delili skromno hrano, in po vseh tistih tveganih dejanjih, ki ste jih naredili, da bi sebe in drugega ohranili pri življenju. Na nas je, da se zavedamo, da je ljubezen do doma in domovine vrednota, ki nam daje vedeti, kdo smo in kje so naše korenine. In da seboj ne nosi nestrpnosti do drugačnosti, temveč spoštovanje razlik med ljudmi. Na nas je, da gojimo povezanost v svojih družinah ter prijateljstvo in občutek za prepoznavanje potreb ljudi, ki nas obkrožajo. Tako kot ste vse to gojili vi v razmerah, ki si jih danes, ko živimo v svobodi, jih je nemogoče predstavljati. V razmerah, ko je vladal smrtni strah. Spoštovani, rada bi vam izrekla veliko zahvalo za vse, kar nam dajete. Za to, da nam dokazujete, da se je vredno truditi tudi v najbolj težkih razmerah. Da se ne smemo nikoli predati in da je treba verjeti v življenje. In v to, da dobro premaga zlo. Hvala vam za pogum, s katerim nas navdajate, da vztrajamo na pravi poti. Srečno! Andreja Katič, ministrica za obrambo Republike Slovenije. Današnje druženje poteka pod naslovom Ljubezni naše generacije. Ljubezen do sočloveka, do rodne grude in jezika ter vrednot generacije slovenskih taboriščnic in taboriščnikov, kot so tovarištvo, sočutje, domoljubje, solidarnost, pravičnost in enotnost. Tokrat predvsem v opomin, naj te ljubezni, stkane v težkih časih, ko je bilo težko biti človek, nikoli ne zamrejo. To so ljubezni, stkane tam, kjer murke nikoli niso cvetele, tam, od koder so zbežale še ptice, tam, kjer je sonce zavečno zašlo, tam, kjer je zločin dobil status obrti, tam, kjer se je smrt utrudila do smrti. Pa vendarle, tam, kjer so besede tovarištvo, solidarnost, sočutje, dobile pravi pomen. Tam, kjer ste preživeli pekel, pa vendarle ostali ljudje. Danes, ko se svet spet oblači v vojno uniformo, podajamo jasen apel. Rešitev je v ljubezni. Ko bomo doma šel, culo ne beži mi, kruha rženega. Ko bomo doma šel, roko ne stiskaj mi, križa lesenega. Ko bomo doma šel, čašo ne toči mi, Čašo ne toči mi, vina šumečega, vina šumečega. ko bomo doma šel. Ko bomo doma šel, Solzo ne moči mi, solzo ne moči mi, nagelj na rdečega.
bomo doma šel, ja se pogled naj bo, noče pokornega. Ko bomo doma šel, dušo prili samo smeha upornega. Smeha upornega. Mama Tončka mu je rada govorila o verzih. Brala mu je Kosovelovo poezijo. In ko jo je spraševal, kaj kakšna pesem ali metafora pomeni, mu je včasih priznala, da tudi sama ne ve. Ampak da je pesem lepa. In ja, če zaradi nje zapirajo ljudi, plenijo knjige, potem že mora biti nekaj pomembnega. Kdo si ti, ki si drzneš mamine pravljice o jari kači in o steklem polžu, te mehke božajoče mamine besede označiti za manj vredne, nevredne šolskih klopi? Tu se ne govori slovensko. Materin jezik je prepovedan. Zato se za njo in številne druge Sonje, Zore, Vere, Danice, okupacija ni začela šele leta 1941. Začela se je že veliko prej, z okupacijo srca in duše, z okupacijo materinega jezika. Ko je hodil v italijanske šole, si je zastavil precej, sam priznava, domišljavo nalogo. Slovencem napisati ep, kakršen je za Italijane božanska komedija. In kaj je vzel za glavno vsebino? Trpljenje Primorcev pod fašizmom. In to sredi najhujšega fašizma. Izključili so ga iz šole. Tako se je začela njegova pot. Pot Primorca, Kraševca, pot Slovenca izza meje. In me obsojate, ker nisem tak kot vi. Ker sem otrok, ki mu v temi, če pade mu kresnica od dlan, ves strah skopni. Ker misli, da je dan. Ste že kdaj šli v poletnem soncu prek poljane, ko zdi se, da narava spi? Ko travna bilka, hrastov listič se ne zgane, a topol šelesti? Ujel je sapo, ki je ni. Cela generacija je ujela sapo. Mladina je najbolj udarni in nesebični del naroda. S svojim zaletom prečisti marsikatero prašno tradicijo, okostenelost v prožni tvornosti in doseže velike uspehe tam, kjer za druge kraljuje utopija. To je zapisal takrat rosno mladi Tržačan Pinko. Aretiran je bil junija 1940. Na drugem tržaškem procesu, leto in pol kasneje, so ga obsodili na smrt. Vsak bo imel pravice, ki mu pripadajo, in vse, kar je neobhodno potrebno za življenje, da ne bo več revnih in bogatih. Nikogar ne bodo izrabljali in vsi bodo imeli iste cilje. V tem svetu bo tudi ona spravljena s sabo. O tem je razmišljala Zora, Pinkova prijateljica, aktivistka, ki so jo septembra leta 1940 prvič aretirali. V začetku aprila 1941, nekaj dni pred okupacijo, je bila aretirana drugič in poslana v konfinacijo. Okupirali so ji še telo. Mladi Andrejček ni razumel, zakaj sta starša tako zaskrbljena, ko jih vojaki ženejo skozi vas. Sam ni dojel, da stopajo neznani usodi naproti. Kljub žalostnim obrazov staršev v svoji otroški naivnosti ni mogel skriti veselja. Svojim sovrstnikom je glasno klical, da odhajajo, da gredo daleč v svet, oni pa morajo ostati doma. Vprašujoče sem se ozrl na mamo, ki si je utirala solze. Tesno sem se stisnil k njej. Prevzel me je čuden občutek tesnobe in splahnilo je otroško veselje. In začelo se je prezrto otroštvo.
sinedom družine. Vihar nad njim naj zahrumi, da z naše zemlje zgine. Vihar nad njim naj zahrumi, da z naše zemlje zgine. Stoji nam gori partizan in kliče nam dolino. Vsi mladi fantje in možje, branite domovino. Vsi mladi fantje in možje, branite domovino. Zapornice ne govorijo o tem. To niso občutki, ki bi jih prepuščale listkom, belim metuljem, ki vzletijo skozi okno, ali svojevrstnim črvičkom v krušni sredici, ali sporočilom, ki gredo kot veriga od ust do ust. Pa tudi sicer, kako bi govorile o trenutkih, ko je človek ob človeško dostojanstvo na milost in nemilost prepuščen drugemu človeku, ki je večkrat nečloveški. Ko so jo 6 dni po Pinkovi usmrtitvi aretirali še tretjič, Zora ni govorila o tem. O tem niso govorila mlada dekleta. O tem ni govorila niti Dana, ko so jo tik po maturi na poljanski gimnaziji aretirali in obsodili na 10 let zapora. Obsojena je bila zaradi ljubezni. Ljubezni do slovenskega jezika, do svojega naroda. Star sem 26 let in ljubim življenje. Užival sem vsak njegov hip, najmanjši njegov trenutek. Ljubim človeštvo, ljubim otroke, ljubim naravo, naš kras in naše gore ter morje. Toda ravno zato, ker ljubim vse, kar me obkroža, dam brez kakršnega koli obžalovanja življenje za stranko, za bodočnost, za odpravo hlapčevstva, za odpravo izkoriščanja človeka po človeku. To je 3 dni pred usmrtitvijo zapisal narodni heroj Pinko Tomažič v svoji politični oporoki, naslovljeni tovarišicam in tovarišem. Usmrtili so ga 15. decembra 1941 na 23. rojstni dan sestre Danice. Danica je bila obsojena na pisma iz zaporov. Okrog 400 pisem ji je napisal tudi soprog, krščanski socialist in pesnik Stanko, v 3 letih in pol iz različnih italijanskih zaporov. Aretirali so ga le nekaj mesecev po poroki. V pismu z dne 16. februarja 1942 ji piše: Čas, ki ga preživljam tu, ni izgubljen. V meni je bilo vedno nekaj dečka in tu je kraj, da izzorim v moža. Bil sem grozdje, zdaj so me potrgali in dali v steklenico, da pokažem, kakšno vino je v meni. Ko se je februarja 1944 vrnil iz zapora, se je začel pripravljati na odhod v partizane. 10. marca so zakonca Danico in Stanka Vuk ustrelili neznani likvidatorji v stanovanju na ulici Rozeti. Draga, ne bom ga naklo Bog pripel.
češnjo cvet, bolnih izbrisa malodušja sled in spet razžaril tožni jim pogled. Jaz bom ljudem poslal ta cvet, vsakor, ki na križ pripet. Trpel pomladi tej in glej, cvet, ta drobni češnjo cvet, bolnih izbrisa malodušja sled in spet razžaril tožni jim pogled. Samo en cvet, en češnjo cvet, odlomi moja draga, saj vem vsak tak pozdrav, živeti, živeti, pomaga. Na vrtu preproste stanovanjske hiše na Vošnjakovi 22, tam, kjer danes teče štiripasovna Tivolska cesta, je raslo drevo. Češnja. Danes si jo na tem mestu težko predstavljamo. Kakor si težko predstavljamo zaljubljeno dekle, vso predano odporniškemu gibanju za okni zapora na Miklošičevi, ter pesnika in revolucionarja, ki postopa po ulici, da bi si pomahala in poslala poljube. V trpljenju sta dozorela v najlepša in najboljša človeka. Ohranjenih je 26 njenih pisem iz zapora in 12 njegovih, preden je šel iz ilegale v partizane. Njegove pesmi ji dajo moč, da prenaša trpljenje za zaporniškimi zidovi. Učila se jih je na pamet in si jih potem recitira kot male molitve in sanjala o prihodnosti. Med ljudi bom šel, s knjigo Hugoja v roki. In klical ljudem bom in klicali bodo milijoni z menoj. Dol z vojno, nasiljem, krivico. Za mir bom govoril, ljubezen, svobodo. V prvem pismu v zapor ji med drugim piše: kričal bi od žalosti in od sreče, tako te ljubim. Od žalosti, ker sem te izgubil, od sreče, ker te vendarle imam. Potihem upam, da je to, kar mi je povedala mama, res. Otrok. Kako bova še srečna? Toda, če ne bo imel očeta, tedaj mu ti bodi oče in mati. Preveč je sreče v srcu mojem, morda bom spet v
več je sreče v srcu mojem. Morda bom spet v objemu tvojem in žalosti njem preveč. Morda ne bom te videl več. In žalosti njem preveč. Morda ne bom te videl več. Morda ne bom te V zadnjem pismu pred odhodom v partizane, dne 25. avgusta 1943, Karl med drugim piše Silvici. Obljubili so mi, da bom v službi ljubljenček, oproščen vseh, čisto vseh običajnih službenih dolžnosti. Ali se boš vsaj malo potolažila, če ti povem, da bom vsak dan skupaj z gospodom, dramaturgom in takimi. Torej, kar se tiče mojega zdravja pri dobrih ljudeh. Saj me razumeš. Saj veš, da je meni položaj jasnejši kot komu drugemu. Vse to moraš občutiti kot veliko veselje in ne kot brezmejno žalost. Pesmi in njena pisma je zvil v svitek, zaprl v škatlo in zakopal pod češnjo na Vošnjakovi 22. Otrok se ni rodil, ker je Silva Ponikvarjeva v zaporu splavila. In otrok ne bi imel očeta, ker je Karl Destovnik Hajuh v partizanih padel. Star komaj 21 let. Tak
Vogliala Carsen d'Oviedo a ver a los comunistas que los han medido presas este gobierno fascista, que los han medido presas este gobierno fascista. Viva la Asturias la roja, viva la niña bonita, viva la que te da amores con un joven comunista, verá la que te da amores con un joven falangista. Iz primorskega begunca, ki je ljubil slovensko besedo, je postal ilegalec in potem partizan, ki je z deklamiranjem ob večerih, ko ni bilo bitke, širil upanje na svobodo in med soborci našel hvaležne poslušalce. Slovenski narod, narod moj, ne daj, da ti iztrgajo iz srca še zadnje, kar ukrasti se ti da. Tvojo pesem, sladko govorico, da kot razgaljen stav nekoč boš pred resnico, da poti zate ni nič več nazaj. In to pesem Antona Bajžla je Aleksander recitiral po vsej Sloveniji. Mar ni dovolj, da ti sežigajo domove in v sužnjost tirajo sinove, najboljše, kar si jih imel. Mar nisi še do vrha Golgote prispel? Danino kazen je skrajšala kapitulacija Italije. Že na poti iz tujine domov v Ljubljano pa so jo obdajale zle slutnje. In ja, zvečer je prišla domov, že zjutraj so jo ponovno aretirali in zaprli v šempetrsko kasarno. Po 5 dnevih vožnje v tovornih vagonih so prispeli na železniško postajo, potem po kamniti poti do velikih železnih vrat, nad katerimi je pisalo: Delo osvobaja. Zora je srečala ljubezen, veliko in neizpeto ljubezen svoje kratkotrajne mladosti. Dajala je smisel delu, tveganju, trpljenju. Zdaj je imela še nekaj pred sabo, ko je mislila na dneve, ki bodo kmalu prišli, ko bodo končno živeli normalno, brez strahu in brez skrivanja, brez zatajevanja, ko bo svet po koncu vojne ves drugačen, nov. O tem je razmišljala Zora, ko se je 25. maja 1944 poročila s političnim komisarjem Čete Vojom. Oktobra 1944 so jo ponovno aretirali in odpeljali najprej v koncentracijsko taborišče Auschwitz in nato v koncentracijsko taborišče Ravensbrück.
Na apel placu so stale tam v vrstah ure in ure, visoke in majhne, temnolase in zlatolase, različne, a enake. Podobne si kot kaplja kaplji, oblečene, a vendar gole. Kot živali, ki nimajo ničesar na sebi in nič ne nosijo s sabo. Razlikovale so jih le številke. Ko so jih zjutraj gnali na delo in jih zvečer gnali nazaj v taborišče, ko so jih stražarji preverili in najbolj izčrpane poslali v smrt. Reflektor išče v mrak, na stolpu mrk vojak nad nami bdi. Vendar vse dni, noči uhajamo prek žic, zidov, domov, domov. Na delo, vstani, slišiš znak, drug drugemu je dan enak. Od nekod je prihajal prijeten vonj po ocvirkih, ki me je skoraj zazibal v sen. V duhu sem videl mater, kako je doma cvrla slanino, pa je veter zavel močneje in s seboj prinesel neznosen smrad po sežganih ljudeh. In konec je bilo naših sanj o jedeh. Memento mori. Mamo pozdravi in Voja, povej obema, da sem umrla lahko. Obljubi, da boš to rekla. In glej, da ne boš jokala. Prisegle smo si, da ne bomo jokale. Zora se je naslonila nazaj na pograd. Bila je popolnoma mirna, le oči so gorele. Zore ni bilo še 20 let. Bila je tam, truplo na kupu trupel. Trupla? Kosti? Pa vendar, še vedno je bila lepa. Bila je pomlad leta 1945 in bližal se je konec vojne, ko so člani frontnega gledališča 7. korpusa prejeli povelje, naj se z Notranjske premaknejo proti Primorski in nato dalje proti Trstu. Aleksander je bil presenečen, da gredo na Primorsko in da bo po 16 letih videl rojstni kraj svojih staršev in da bo videl tudi svoj rojstni kraj, Gorico. 7. maja zvečer so nastopili na Radiu Trst. To je bil prvi nastop v slovenskem jeziku, v osvobojenem Trstu. Med zapoznelimi usmrtnicami, ki so se pojavljale v Primorskem dnevniku, kot so po vojni prihajale v mesto žalostne novice, se je pojavil oglas, da je za svobodo slovenskega naroda darovala svoje mlado življenje Zora Godina, rojena Perelo. Pri svetem Jakobu pa je bilo spet vse živo. Po 20 letih igralo se bo, prepevalo, govorilo slovensko. Domovina naša je svobodna, prosto diha spet slovenski rod. Rimska gora in dolina rodna, soncu sveti se pred nami pot. Širna polja smo zorali, prepojili jih s krvjo. Dobro seme smo sejali, bojevali se srčno. Mi ponosni smo čuvali naše svobodne rasti. Brez plevela novi zari, seme žlahtno najkali. Vrag še išče, da bi mlado setev s hrupom pornosti laži dušil. Nikdar več in našo zlato žetev, sami bomo želi svojih dni. Širna polja smo zorali, prepojili jih s krvjo. Dobro seme smo sejali, bojevali se srčno. Mi ponosni smo čuvarji naše svobodne rasti. Brez plevela novi zari, seme žlahtno najkali. Brez plevela
Dana je prva, ki se je iz taborišča, potem ko je prehodila marš smrti in prvič zajokala, vrnila domov na Kodeljevo. Brat se je domov vrnil šele konec avgusta, začetek septembra. Prišel je le še umret. Ni imel še 20 let. Prihajale so domov, visoke in majhne, temnolase in zlatolase, različne, a enake, z zaznamovano mladostjo in z enako vero v lepšo prihodnost. Prihajali so domov, iz taborišč, zaporov, iz izgnanstva. Tudi Župkovi so se vrnili v ta kostanski koroški svet, med to trdoživo ljudstvo onstran Karavank. Bilo jim je dovoljeno tožiti in jokati nad svojo slovensko usodo. Andreju in Milki Kokot je bilo dovoljeno negovati in bogatiti slovensko besedo. V bistvu je vseeno, kaj misliš zasaditi. Kov z dvojezičnim napisom ali drevo. Samo v semenu je velika razlika. Eno zraste iz tal, drugo mora vzkliti v ljudeh. Poročila sta se tistega leta, ko se je v kinematografih začel predvajati film po scenariju Franceta Kosmača Na svoji zemlji, v katerem je Aleksander odigral svojo prvo filmsko vlogo. Dano je spoznal 2 leti prej v Gorici, kjer je gostoval s tržaškim gledališčem. Ona, zaljubljena v slovenščino, pa je v odboru skrbela za kulturo. Odpeljala ga je na svoj dom, v Ljubljano, na Kodeljevo, kjer zakonca Dana in Aleksander Valič živita vsa ta leta in negujeta vse svoje velike ljubezni. Najbolj sta vesela takrat, ko se vsi zberemo pri njiju doma. Moja babica Dana pravi, da je dom tisto, kar nosiš v srcu. Dom je tradicija, dom je ljubezen, sožitje, dom je tudi naša prihodnost. Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj, le kaj ti bo sonce in rože zakaj. Saj lička so rožniti cveti, v očih žarek sonca sveti. Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj, kaj marti zeleni trav. Srci nič ne čaka, bije ti taka, kliče ljubav. Zakaj čakala bi na maj? Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj, le kaj ti bo sonce in rože zakaj. Saj lička so rožniti cveti, v očih žarek sonca sveti. Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj, kaj marti zeleni trav. Srce nič ne čaka, bije ti čaka, kliče
In prišel je čas, ko je tudi Matej Bor napisal scenarij za prvo ljubezensko komedijo Vesna. Prišel je čas za vse vestne, za preproste dogodke, za preprosta čustva, za preproste ljubezenske zgodbe, za preproste besede. Treba je mnogo preprostih besed, kakor Kruh, ljubezen, dobrota. da ne bi slepi v temi na križpotih zašli z pravega pota. Prišel je čas za poezijo življenjske vedrine, svetovno-nazorne svetlobe in pogumnega trkanja na prihodnost. Čas, da slovenščina zapoje v 1000 akordih. Prišel je čas za pesmi 4, čas za majnice in potem čas za vihranje. Ja, potem je prišel čas, da z dostojanstvom prebere tudi Majniško deklaracijo. Ponovno zavezo ljubezni do sočloveka, domovine, slovenskega jezika, svobode duha. Nekaj v zraku, lepega, nežnega, mimo bežnega. Nekaj v zraku, nekaj v zraku, kot vonji cvetlic, kot lučke kresnic, svetlečih v mraku. Čuti se sluci, kot tihi drget, kot šum in šepet slednji minuti. Čuti se sluci, kot tihi drget, kot šum in šepet slednji minuti. Nekaj v zraku, kar odseva v oči, kar odmeva v ljudi, na vsakem koraku. Čuti se sluci, kot tihi drget, kot šum in šepet slednji minuti. Čuti se sluci, kot tihi drget, kot šum in šepet slednji minuti. Je to za pesem, skrivnostni navdih ali ljubezen? Njen dih nosti, njen dih nosti. Čuti se sluci, kot tihi drget, kot šum in šepet slednji minuti. Čuti se sluci, kot tihi drget, kot šum in šepet slednji minuti. Nekaj v zraku. Svoboda je kakor umetnost. Nikoli dokončana, nikoli popolna. To je proces. Ko smo se osamosvojili, smo mislili, da smo zajahali svobodnega konja, našega konja. Ta svobodni konj pa je ušel. To je vedno tako. Če si hočeš svobodo podjarmiti in jo napraviti za svojo sužnjo. Figo.
Svoboda je od vseh in od nikogar. To so besede Toneta Pavčka, povedano prav z enakim dostojanstvom 20 let kasneje. Naravnost perverzno je. Povsod je govor o svobodi. Vse je nekako opremljeno s starim hrepenenskim izrazom svoboda. Govorimo o svobodnem trgu, o svobodni konkurenci, o svobodnem pretoku kapitala, o svobodnem pretoku ljudi. Vse je svobodno. In to so letošnje besede Cirila Zlobca. Še hočem biti, se veseliti bivanja, malih zgodb vsakdanjosti, novih zgodbic od tu in tam in potem reči, izpil sem te do konca, srce moje ljubo. Zdaj pa je že tako, da pesniki likvidirajo srce. Nobenega srca več v nobenem verzu. Nobene romantike. Jaz pa hočem še in še novo srce za nove podvige, za nove brige, za nove verige, zavezane okrog tega ali onega dekleta. To je zapisal Tone Pavček tik preden je sklenil kompromis s smrtjo, ko mu je ta rekla, zdaj si bova na ti. In sta si bila. Posadil je spet nekaj novih trt, okoli 10, in trta rodi čez 4 leta. In prosil je Boga stvarnika in stvarnico, naj bodo tako dobri, da mu bodo pustili čakati, da te trte rodijo. Pri meni si, a jaz sem sama. Ne vzdrami se, ko te objamem. Pri meni si, a jaz sem sama. Ne slišiš me, kadar te kličem. Zdramiš se, ko te objamem. Pri meni si, a jaz sem sama. Ne slišiš me, kadar te kličem. Pri meni si, a jaz sem sama. Ti neprestano si na poti. Pri meni si, a jaz sem sama. In čakam te, o, čakam, čakam. Pri meni si, a jaz sem sama. Ti neprestano si na poti. Pri meni si, a jaz sem sama. In čakam te, o, čakam. Čakam. Najlepša hvala.
Tam nekje na pol poti med Gosposvetsko in Tivolsko je Vošnjakova 10. Vsako jutro zjutraj telovadita. In nekega jutra sta se objela in ona je dejala: Hvala Bogu, da se še imava. Včasih se ljubko prepirata, kdo od njiju bo imel to srečo, da bo prej umrl. Kaj boš ti brez mene, ko si še kave ne znaš sam skuhati? Pravi ona. On pa njej, da niti dobro telefonirati ne zna. Po 45 letih zakona znata biti zakonca zlobec tudi tiho. Ne čakam te iza gardin, ne sanjam te sred majskih rož. Za vsem ostal je le spomin nekdanjih sanj. Zdaj sem tvoj mož. Rad bi ti napisal stih, o sreči rad bi ti zapel. A tih sem, glej, vsak dan bolj tih, kot da sem v sreči onemel. Oni dan je pred pošto videl v objemu mlad par in vsak se je s svojim mobitelom pogovarjal z nekom tretjim. Potrkal mu je po hrbtu in dejal: Poslušajte, v objemu imate krasno punco, pa govorite o slarije Bog ve s kom. Živi mladost, živi ljubezen. Spoštovani gostje, Ciril Zlobec. Najprej seveda malo protokola. Pozdravljam predsednika republike, ki je prav gotovo današnje prireditve dal svoj pomemben simboličen prispevek. Hvala, Borut Pahor. Če ostajam zvest protokolu, bi rekel lep pozdrav vsem gospem in gospodom. Če pa ostanem zvest sam sebi, bi rekel lepo pozdravljeni prijatelji, tovariši, tovarišice, zaporniki, zapornice. Pravzaprav ne vem, če se dovolj zavedamo, da so to veliki nacionalni junaki, pa nič ne misli zdaj, da mora popraviti napako z preteklih obdobij, sedanje predsednik, resnični junaki, taboriščniki. Za misel, ki mi prihaja, bom citiral nekega italijanskega pesnika, znamenitega Prima Levija, ki je bil v taborišču in je napisal potem v knjigi, pravi: zgodilo se nam je najhujše, kar se ne bi smelo človeku nikoli zgoditi. Oropani smo bili vsega človeškega. Ničesa nismo mogli storiti, ampak niso pa nam mogli vzeti glavnega orožja, ki smo ga imeli. In to je, da smo hoteli živeti. In današnji večer, naj še to povem, da ta pisatelj, ki je to napisal, je 20 let po vojni šel obiskati taborišče, kjer je preživel del svojega trpinskega življenja. In ko je prišel nazaj, sta ženo naredila samomor, ker je rekel: ne prenesem, da se tako poceni pozablja na tako veličasten čas, na tako veličastno trpljenje,
ki se je upiralo predvsem iz ljubezni. To je tudi naslov tega srečanja. Namreč ljubezni, tudi pesmi, ki ste jih poslušali, v težkih časih, ko so vsi ljudje nedolžni celo v, bi rekel, pravnem smislu, da nas bi rekli, pravo. Ko so bili ves čas soočeni s smrtjo iz oči v oči, oni niso peli o pomladi zaradi rožic, ampak kot metafori hrepenenja, ki je tesno povezano s trpljenjem. Čim večja je muka trpljenja, čim večje je sramotenja človeka, čim bolj te razgalijo vseh človečnosti, tem večji si navznoter same sebe. In poglejte, tudi površni poznavalci svetovne in domače literature, Slovenci bi morali biti ponosni, kajti ga ni naroda, tudi veliki narodi, ki so 10-krat in več večji od nas, nimajo take zakladnice, partizanske pesmi, ki bi govorila o hrepenenju po svobode, po pravičnosti, skratka po stari triadi francoske revolucije, svoboda, bratstvo, enakost kot slovenska poezija. In prav je, da je tudi nosilka današnje prireditve. Ker sem deklariran agnostik, še natančneje se definiram kot optimist oziroma celo utopist, vendarle skeptičen utopist. Vidim tudi veliko past, ki jo razkrivajo te pesmi, ki ste jih poslušali, in druge seveda, glede na sedanji trenutek. Kajti človek pripada tako preteklosti kot prihodnosti, vendarle dolžan je živeti in biti odgovoren za to, kar on sam živi in njegova generacija. In če tu odpove, je pretrgana ta veriga narodnega življenja. In prazniki, takšni kot je današnji, niso samo spomin, rečeno je tudi opora, ampak so tudi vabilo k dialogu, k meditaciji, razmišljanju, kaj pa smo danes, kakšni smo, kaj dajemo svojemu času v sorazmerju s hrepenenjem, ki so ga imeli taboriščniki, na smrt obsojene in druge, ko so absolutno pozitiviteto videli slovenskemu narodu, in kako zlahka danes se vdajamo ničemernostim vrednotam, ki so od danes do jutri merljive s procenti profita ali izgube. Skratka, to je moja tudi pesniška preokupacija današnjega človeka. Naš vstop, če sem malo političen, naš vstop v Evropsko skupnost ima eno potezo, ki je noben politik, vsaj opazil, nisem poudaril, z Evropsko skupnostjo, da smo se prej konstituirali kot narod. Ponosen sem, da sem bil tisti trenutek tudi simbolno zraven, da smo se konstituirali kot lastna država. V Evropo bi Jugoslavija zanesljivo prišla, ampak v Evropi bi ostala jugoslovanska nacionalna manjšina, če ne bi imela svoje konstituirane strukture države in tudi formalno priznana. Ampak kot država smo pa tudi nekaj dolžni, ne Evropske skupnosti, Bruslju in to, tudi to žal, ampak predvsem sami sebi, kot nosilci ljubezni iz preteklosti skozi naš čas v prihodnost. Namreč, ko smo stopili v Evropsko skupnost in druge asociacije, svetovne in evropske, smo imeli v primerjavi z katerikoli drugim
evropskim narodom podobne situacije, najbolj izdelano nacionalno zavest. Narod, družba, kultura v družbi in da ne naštevam. In potem so dvignili, moram reči, preglasno svoj glas, svojo besedo. Tisti, ki so celo zasramovali nacionalni interes kot za nazadnjaško, neekonomsko. Ali mi lahko ugotovimo, da ga Amerika zasramuje svoj nacionalni ponos, da celo Merklova zasramuje. Ne, mi hitimo hlapčevsko, to pa ni v skladu s poezijo, ki ste jo slišali, in s poslanico, ki jo ta poezija naslavlja na vsako generacijo. Pa ne samo ta, tudi prej celo Gregorčič je rekel, življenja ni praznik, je deloven dan. Tako kot slovimo nekaj in plediramo, naj ostane v našem spominu kot dragocenost, ki nas osmišlja, moramo tudi se potruditi, da smo na ravni, ki so naši predniki dosegli, in da ne izgubimo tistih vrednot, ki so nas zmeraj določile, in tudi v plebiscitnem trenutku, ko nas je mednarodna skupnost priznala kot upravičene do svoje države, prav zato, ker smo imeli nacionalno identiteto in nacionalno zgodovino v danih razmerah tako čisto in prepričljivo, da ni bolj mogoče nas obiti. In tega ne bi smeli pozabiti. In da ne bom dolg, žena me že opozorila, da moram smem biti. Vidite, pa nekaj drugega bi male žene, da me daje na znake zdaj. Same vidite, kako sem se pa uspel šele s tujo pomočjo do govorniškega odra. In moram sem te razumel. Moram popraviti, ko je bilo rečeno, da že 45 let živiva skupaj, da je to znak samo, da je bila pesem takrat napisana, ali pa moja izjava. Pred enim mesecem so imela 65 let skupne poroke. In naj si za zaključek te meditacije privoščem popolnoma, bi rekel, tako povlihovsko pripombo, ampak ljudje smo tudi potrebni včasih malo sprostitve, malo skratka, vam povem tudi recept, tisti, ki se zanimate za tako dolžino zakona. Ena je čisto preprosta, banalna, demografska, ne smete prej umreti. To je jasno. Druga, če hočete pa to dolžino preživeti, morate biti tako fair drug do drugega, da napake partnerja spremenite v zanimivost zakona, v tisti vedrilni element, ki, ko bi rekel, nas rešuje dolgočasja. Imejte se dobro, ostanite čim dlje partizansko navdahnjeni. Hvala lepa. Hvala vam za vaše spodbudne in srčne, dobronamerne besede. Vabim Matjaža Špata, predsednika taboriščnega odbora Ravensbrück, da se tudi v našem imenu, predvsem pa v imenu taboriščnic, zahvali vsem za vso pozornost in vso podporo v letošnjem letu obletnice. Zahvalil se bo tudi s posebnim darilom. Kravato z idrijsko čipko v spodnjem delu, promocijo slovenske kulturne dediščine po svetu. Darilo, ki ga podarja Vanda Lapajne iz Idrije, hčerka interniranke, ki je z Matjaževo mamo v Ravensbrücku delila pograd in usodo.
seveda ta zahvala gre najprej in predvsem predsedniku. Zato mi prosim dovolite, da spoštovanemu gospodu Borutu Pahorju, predsedniku Republike Slovenije, namenimo nekaj misli. Dovolite mi da vam, spoštovani gospod predsednik, v imenu navzočih taboriščnic in taboriščnikov in vseh tistih, ki so s srcem in mislijo z nami, političnih zapornic, ukradenih otrok, izgnancev, njihovih svojcev in prijateljev in v svojem osebnem imenu posredujem iskreno zahvalo, da ste nam letos, ko z zanosom praznujemo 70-letnico zmage nad fašizmom in nacizmom in osvoboditve taborišč, vrnitve v domovino, izkazali toliko pozornosti, podpore našemu delu in prizadevanju, kot jo nismo bili deležni še nikoli doslej. V ponos mi je, da vam lahko ponovno posredujem številne iskrene zahvale, pozdrave v imenu vseh teh deklet, katerih žgoči spomini niso zbledeli, kot ne zbledijo številke na njihovih podlakteh, da ste bili v letošnjem letu njihov zvesti spremljevalec, poslušalec in opominjevalec, z namenom, da si vsadimo v spomin temeljno mirovno sporočilo in osvetlimo spomin na vse, ki so doživeli razčlovečenje v koncentracijskih taboriščih. S kulturo srca in državniško modrostjo ste že v začetku leta s prijemom internirank v predsedniški palači udejanili medgeneracijski dialog in v slovenski prostor posredovali sporočilo strpnosti, ponosa, domoljubja in upanja na boljši svet. Upamo in verjamemo, da bo video zapis pričevanj naših taboriščic in dijakov posredovan na vse osnovne in srednje šole, ter pospremljen z vašim pismom in željo, da se vsaj ena šolska ura posveti tudi genocidu nad Slovenci, dosegla srca mladih. Kajti, kot je bilo današnje sporočilo, v ljubezni je rešitev. V ljubezni do jezika, domovine, sočloveka in v vrednotah taboriščnic, kot je domoljubje, tovarištvo, sočutje, solidarnost in pravičnost. Pa tudi zavedanje, da pripadamo narodu, majhnemu po številu, velikemu po dejanjih, takrat, ko dejansko spregovori naše srce. Hvala vam, spoštovani predsednik, da ste našim dekletom čilega duha, pa vendar ne več v rosnih letih, omogočili, da so z vladnim letalom odpotovala na osrednjo prireditev ob 70-letnici osvoboditve Auschwitza in da so lahko spomine obojale v vaši navzočnosti. Hvala, da ste položili venec k spomeniku in s tem počastili spomin na vse tiste, ki se nikoli več niso vrnili v domovino. Hvala vam za navzočnost na slovesnosti ob dnevu spomina na holokaust v Ljubljani in za navdihujoče besede na slovesnosti ob 70. obletnici osvoboditve koncentracijskega taborišča Mauthausen, podružnica Ljubelj, edinega taborišča pri nas, pa vendar tako krutega, mračnega in ubijalskega. Spoštovani predsednik, dovolite mi, da se vam v imenu Zveze združenj borcev za vrednote NOB, taboriščnega odbora Ravensbrück in Auschwitz, vseh prisotnih internirank in gostov in v svojem osebnem imenu iskreno zahvalim za vso naklonjenost, ki ste nam izkazali tudi na današnji dan. V znak spoštovanja in zahvale vam podarjamo to simbolno darilo za spomin na današnjo proslavo in vse obeležitve obletnic v letošnjem letu. Kravata ima simbolni pomen. V spodnjem delu nosi to idrijsko čipko, simbol naše slovenske kulturne dediščine. Z vami po vsem svetu verjamem, da jo boste s ponosom nosili in predstavljali tudi del te naše slovenske kulturne dediščine. Zdaj bi pa prosil Vando Lapajne, da skupaj predsedniku in enako darilo tudi našemu jubilantu podariva s največjim ponosom.
za nagovor prav tako lepo prosimo predsednika Republike Slovenije, Boruta Pahorja. Zelo ste bili prijazni, gospod Matjaž, za voljo naših skupnih prizadevanj za mir in za ohranitev spomina na vse tisto, kar ne inspirira prizadevanja zanj. Vendar pa mi ob tem prihaja na misel beseda enega od likovancev nedavno v moji predsedniški palači, ki je dejal, da ne gre za to, kaj moramo v življenju storiti, ampak kaj lahko. In štejem za svojo dolžnost in za moralno obveznost, in to delam z veseljem, da skupaj z vami negujem spomin na vse tisto, kar je v naši preteklosti slavnega in sme navdihovati, kot je rekel akademik Zlobec, tudi vse prihodnje rodove. Ob tem je tudi akademik Zlobec spomnil na to, da to niso samo spomini na preteklost, ampak nas zdaj zelo aktualno vežejo v dogajanje, ki je okoli nas. Vojna ni nikoli prizanesljiv čas. Na koncu se maščuje celo tistemu, ki jo začne. In dostikrat pozabljamo, da pravzaprav nikogar ne pušča neprizadetega. Ne gre samo za tragične žrtve v vojni v neposrednem smislu, ampak pravzaprav za vse, ki se jih tako ali drugače ta smrtna bolezen civilizacije dotakne. In kot rečeno, ne gre samo za spomine. Slovenija je zdaj tudi neposredno v položaju, ko lahko svojo solidarnostjo kot država in mi kot narod pomagamo ljudem, ki so jih vojne vihre na Bližnjem vzhodu in na severu Afrike pregnali, da iščejo mir in boljše življenje v Evropi. Slovenija sama ne more rešiti te krize. Sem pa večkrat poudaril in tudi danes, s tem, ko zaključujem to zahvalo, da storimo vse, kar je v naši moči, da tem ljudem pomagamo na poti v mirnejše in boljše življenje. Zgodovina nas bo sodila po naših ravnanjih. Zdaj smo poklicani, da storimo vse, kar je človeškega in tistega, kar zmoremo mi. In da povabimo vse ljudi dobrega srca, da storijo enako. In da to krizo, ki je ne bo konec jutri, rešimo tako, da bomo lahko mi in naši otroci za nami za voljo mirne vesti mirno zaspali. To smo dolžni, ne nazadnje, tudi za voljo vašega trpljenja, ki ste ga dali pred 70 leti in več skozi, da se ne bi ponavljalo. S temi besedami se je ustanovila Organizacija Združenih narodov, da se to ne bi zgodilo nikoli več. Zdaj imamo Slovenci neposredno priložnost in odgovornost, da pripomoremo k temu, da bo trpljenje manjše in da bo naš občutek, da smo naredili nekaj dobrega za človeštvo, močan in da bodo za to ponosni ne samo mi, ampak tudi naši otroci. Hvala lepa. Hvala lepa za vaše besede. Sedaj pa orkester Slovenske vojske, partizanski pevski zbor in mi vsi. Vstala Primorska. Srce
Preden končamo, je prav, da se zahvalimo in da pozdravimo. Zahvala gre vsem govornikom za prijazne besede spomina in opomina. Hvala številnim pričevalcem, ki so ohranili svoje spomine za prihodnje rodove, za nas v obliki pisem, zapiskov, intervjujev. Prebirali in prepevali smo pesmi Mateja Bora, Karla Destovnika Kajuha, Cirila Kosmača, Andreja Kokota, Antona Bajžlja, Toneta Pavčka, Cirila Zlobca. Se spomnili Slavka Avsenika in na kraj, kjer murke cveto. Zahvala gre članom orkestra Slovenske vojske pod vodstvom Andreje Šolar in solistki Kati Richter in tenoristu Martinu Sušniku. Članom partizanskega pevskega zbora in dirigentu profesorju Francu Gorniku, solistoma Špeli Femec in Tonetu Lovcu, harmonikarju Branku Sladiču ter orgličarju Tonetu Zaletelu. Ditki in Gorazdu Čepinu, med drugim tudi za premierno zapeto skladbo Čakam te, Cirila Zlobca. Plesalcema Anji in Mateju Pritekelj iz plesne šole Miran Dance, zahvala gre televiziji Medvode in Istoku Pipanu za vse projekcije, tudi baletne šole Stevens in Silvani Knok, ki je vse danes povedano in slišano povezala v scenarij. Tamle je Silvana. Skozi spomine in opomine pa sva vodila Lina Potočki Vozni, moja ljubka sovoditeljica danes, in jaz, Domen Valič. Hvala. Hvala gre pa tudi založbi Forma 7, da je ob 120-letnici rojstva pesnice, pisateljice, publicistke in tudi taboriščnice Vere Albrechtove izdala doslej še neobjavljene pesmi za odrasle Pelin v srcu. Hvala. Založbi Forma 7. Torej, na snidanje. Praporščaki zapuščajo prizorišče. Hvala vsem za lep dogodek, želimo vam vsem obilo zdravja in sreče, pa se veste, ne prepozno domov, ker bo gneča na cesti.